V tem mandatu vodenja Univerze v Ljubljani ste tudi prorektor za področje raziskovanja. Najbrž ste kar dobro že spoznali raziskovalno delo univerzitetnih članic Ljubljanske univerze, ne? Pa me zanima, kako ga ocenjujete. Namreč zelo izstopa vaše stališče, da ni dobrega pedagoškega dela brez ustreznega raziskovanja. No, to je seveda povezano tako kot že z besedo univerza, ne, torej univerza je pač tista inštitucija, ki po eni strani seveda znanje daje mlajšim generacijam, ampak zato ga mora tudi nekje pridobivati in seveda torej v tem smislu je od nekdaj raziskovanje na univerzi enako pomembno kot poučevanje. Je pa poleg tega tudi res, da si v današnjem času, ko pač znanje s velikansko hitrostjo se povečuje, nemogoče zamisliti dobro poučevanje na univerzi, ne da bi tudi sprot učitelji na univerzi pridobivali novo znanje, to gre pa najbolj zanesljivo preko lastnega raziskovalnega dela. Na koncu konca je tudi zadnja stopnja samega poučevanja, to se pravi doktorat temelji na lastnem raziskovalnem delu. Tako da raziskovanje mora biti enako pomembna komponenta dela enega učitelja na univerzi kot pouk. No, še to, kako ocenjujete v grobem, v splošnem recimo raziskovalno delo v članicah vaše univerze? Torej, tukaj so precejšnje razlike, imamo nekatere članice, ki so pač tudi v mednarodnem merilu precej uspešne, pa imamo druge, ki pač ne izstopajo toliko. Torej, v celoti vzeto pač je raziskovalno delo na Ljubljanski univerzi relativno precej, predvsem je volumen raziskovalni, torej število objav kar primerno, so mogoče celo dokaj veliko. Pomanjkljivost pa je, da imamo premalo zares vrhunskega raziskovalnega dela. No, kot profesor pa poučujete na fakulteti za matematiko in fiziko. Vaše področje raziskovanja pa so tekoči kristali. Zanima me, kako bi umestili to področje v polje fizike, koliko je že raziskano, kje so neznanke in izzivi nadaljnjega poučevanja in pa raziskovanja. In pa seveda, kakšna je uporabnost tekočih kristalov? No, če gremo najprej kar na uporabnost, seveda tekoči kristali danes nastopajo, so pač osnovni glavni element velike večine vseh prikazovalnih naprav, to se pravi od računalniških monitorjev, televizij in tako naprej. In taki so relativno zrela tehnologija, torej to je tehnologija, ki je zdaj stara v taki obliki, kot je danes poznamo, nekih dobrih 25-30 let, s tem, da se je pač do nedavnega pač dokaj hitro razvijala, zdaj pa je pravzaprav zrela tehnologija. Tekoči kristali so tako kot del fizike, so pač nek manjši del fizike kondenzirane, torej snovi, temu rečemo področju tudi del fizike mehke snovi, ki se nekako razteza tja proti tudi biološkim sistemom. In to je ena lepot raziskav tekočih kristalov, ki nam tudi trenutno pač predstavlja precejšen del tega dela, je ravno povezava z biološkimi sistemi, torej recimo celične membrane so pravzaprav neke vrste tekoč kristal, kakršne smo raziskovali že pač tudi pred desetletji. Torej, to je ena smer raziskav, v katere se danes razvija to področje, druge so pa v bolj zapletene tekoče sisteme, kjer se ena komponenta tudi tekoč kristal, torej tako zvani sestavljeni, odnosno kompozitni sistemi, kjer pač v tekoče kristale vgrajujemo različne druge delce, elemente, ali pa imamo jih v posebnih konfiguracijah tekoče kristale in se kažejo tudi tukaj potem možne uporabe, recimo v optičnih telekomunikacijah in tako naprej. Ko sva govorila o tej temi, ste mi rekli, da je matematični zapis tega podoben standardnemu modelu. Pa me zanima, kako to pojasniti?
No, torej pojasnim se, da seveda samo na matematičnem nivoju, a ne, torej osnovni zapis, ki opisuje fiziko tekočih kristalov, je matematično sicer precej preprostejši, ampak povsem analogen osnovnemu zapisu v fiziki delcev, temu tako zvanemu standardnemu modelu. Standardni model je pravzaprav ena formula, to je tako malo grobo, malo poenostavljeno povedano. Ne. In ta formula, ne, je v osnovi zelo isto naravo, ne, kot en podobna formula, ki opisuje tekoče kristale, s tem, da je seveda kompleksnost, tisto, kar zares, torej količine, ki not nastopajo, so pa mnogo bolj zapletene in tam je tudi potrebna kvantna mehanika, ki v tekočih kristalih ni posebej pomembna. Ne. Tako da je pa to ravno zaradi tega tudi so tekoči kristali zanimiv, tako imenovan modelni sistem, ne, ker se nekatere stvari pa da po analogiji, a ne, pa pogledati, kako delujejo v tekočih kristalnih sistemih. Ne. In torej, v preteklosti je bilo že nekaj znanih raziskav na tak način, ki recimo se tičejo celo kozmologije narejenih. Ne. No, kaže, da je res v fiziki, da so stvari mnogokrat zelo prepletene. Torej, vse v tem je pač čar, ne, da po svoje je fizika zelo enotna veda. Ne, torej, to vrstni zapis, ne, ki opisuje tako tekoče kristale, kot fizika osnovnih delcev se pojavlja tudi enako tudi v superprevodnosti, tam pravzaprav izvira, ne, zelo znani ruski fizik Landau, ne, je prvi, ki je v taki obliki opisal konkretno superprevodnost. Ne. Se pravi, enotnost in hkrati tudi prepletenost, ne, recimo posameznih področij in tako naprej. Analogije, ne, so torej podobnost po analogijah, ne, seveda pač in tudi seveda po matematičnih modelih, ne, s tem, da so podrobnosti pa lahko zelo različne. Ne. No, rekli ste, da se je tehnologija tekočih kristalov razvila v 80-ih letih minulega stoletja, seveda. No, glede na hiter razvoj znanosti utegne njihovo uporabo nadomestiti kaj drugega. Domnevam pa, da bo raziskovanje tega polja potekalo še naprej, se raziskujete vedno bolj v smislu usmerjanja uporabnosti. Spomnim se, da ste pred, mislim, da lansko leto ali morda kakšen mesec več, sodelovali v skupini, vaši skupini, kjer ste ugotavljali, da so tekoči kristali imajo neke lastnosti magneta. Torej, običajni tekoči kristali ne, ampak to, kar smo napravili, da smo v tekoče kristale, ne, to pač ta eno od teh smeri, v katerih se te raziskave v mehki snovi in posebej tekoče kristale delujejo, ugradili posebne magnetne delce, ki so jih napravili kemiki na Inštitutu Jožef Stefan, ne, torej to je pač lepo sodelovanje med njimi in nami, ne, in pokazali, da torej te delci so magneti, zelo drobni magnetki, ne, te magnetki so v tekočih kristalih uredijo, ne, in dobimo nekaj, kar je in tekoči kristal in mehek urejen magnet. Ne. Zdaj, to delo smo pravzaprav zdaj v sodelovanju z mojimi ameriškimi znanci, ne, iz Univerze v Colorado lanskem letu nadaljevali in zdaj smo ugotovili, da se celo lahko dobimo spet tekoče kristale, ki so pa sestavljeni samo iz teh ploščatih magnetkov, ne, zelo drobnih, torej to so nanometrske velikosti magnetni delci ploščati, ki se v navadnim, torej v malo težjem alkoholu, butanolu, uredijo in sami po sebi tvorijo magnetno tekoče kristalno fazo, ne, to smo ravno kar objavili spet v Nature Communications. Ne. To širi potem njihovo uporabo, recimo? To načeloma seveda se lahko rečemo, ne, da se to da uporabiti s tem, da recimo zdaj namesto z električno napetostjo krmilimo recimo optične prikazovalnike in pač naprave, ki temeljijo na tekočih kristalih z magnetnim poljem, s tem, da to ni videti, ne vem, posebna prednost, ker magnetno polje je težje ustvarja kot električno napetost. Ne, tako da zdaj ta trenutek jaz
ne vidim neke večje direktne uporabnosti. Smo sicer objavili članek, ne, o uporabnosti v nekih posebnih situacijah, ne, torej bolj kot kako lahko prikažemo magnetne lastnosti, torej magnetna polja z temi magnetnimi tekočimi kristali, ampak to ni kakšna zelo taka, rekel, velika komercialna uporaba. Ne. No, ker ste fizik, me zanima, kakšni pa so seveda izzivi danes v fiziki največji. Kaj je tisto, kar recimo raziskovalce najbolj vznemirja in kam jih recimo njihovo zanimanje, njihova motivacija nese? Ja, zdaj v fiziki, ne, sicer moje področje fizike je pač en zelo majhen izsek fizike, ampak tako, zdi se, ne, da seveda eno področje so še vedno osnovni delci, torej veliki pospeševalniki, torej vse sta samo dva, ne, CERN, ne, kjer pač iščejo, temu pravijo novo fiziko, torej zdaj standardni model, kot se reče, je pač nekako zdaj z predlanskim odkritjem Higgsovega delca, ne, nekako zaključeno, ne, vendar se zdi, da bi vendar morala biti še obstojati fizika, ki je mimo, ki presega standardni model. Recimo ena stvar je poznana v astronomiji mogoče. Glavno gibalo tega je tako zvana temna snov, ne, ki jo pač vidijo astronomi v vesolju, zagotovo vejo, da je, nič pa ne vemo, iz česa je sestavljena. Ne, torej, to je eno pomembno polje raziskav. Druga veja fizike je ravno astrofizika, tukaj tudi pač poznavanje, vedno boljše poznavanje vesolja je ena pomembna tema v fiziki. Potem tako zvane kompleksne snovi, ne, recimo pred 30 leti, ja, skoraj 30 leti je bila odkrita superprevodnost pri precej visokih temperaturah, ki je nekako posledica zapletenega obnašanja elektronov v snovi in tudi te stvari niso še povsem pojasnjene. Ne. In potem seveda uporaba, torej v sami fiziki, torej uporaba fizike, odnosno fizikalnih metod na področju biologije. Ne. To so najbolj veje, tiste veje, ki se najbolj intenzivno razvijajo v sami fiziki. Ne. No, to recimo bi bilo v grobem, ne, mislim, tako, kar je, ne. Profesor Čopič, poglejte, zadnje obdobje se ob vprašanjih raziskovanja, ker ste pač prorektor za raziskovalno dejavnost, nenehno poudarja težnja po uporabnosti, po aplikacijah. Obstaja namreč občutek, da je vse podvrženo samo temu. Taka naravnanost izstopa zlasti v času kriznega oziroma pokriznega obdobja, ko gospodarska rast ne dobi pravega zagona. Poudarjanje ustvarjanja inovacij je dobilo edini smisel raziskovanja in dela. Kako vi ocenjujete te poudarke? No, jaz mislim, da smo tukaj ta trenutek, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v okviru Evrope, šli predaleč v tem poudarjanju nujnosti, uporabnosti vsega, kar se raziskuje. Namreč treba se zavedati, ne, da torej skoraj vse najpomembnejša odkritja, ki so prinesla današnjo tehnologijo, so bila odkrita kot slučajna odkritja popolnoma fundamentalnih raziskav. Ne. In imamo nekatere primere, ne, ko bi takrat, če bi, no, recimo, ne, kot primer vzemimo Einsteinovo splošno teorijo relativnosti, ne, če bi Einsteina v leta 16 spraševali, zakaj je to uporabno, bi vas debelo pogledal, ne. Danes pa sistem, satelitski sistem za navigacijo, ne, brez Einsteinove teorije ne bi mogel delovati, ne, pa recimo praštevila so bila včasih ena zelo abstraktna veja matematike, kjer tudi ni bilo videti nobene uporabnosti, danes pa na teoriji praštevil bazira vse kodiranje informacije, ne, torej spet milijardna industrija, ne, ki temelji na nečem, kar takrat, ki je bilo pač to raziskovano, ni bilo videti, da je bila kakršnakoli uporabnost zraven. Da ne govorimo se o polprevodnikih ali pa o odkrivanju električnih zakonitosti in tako naprej. Ne. Je pa zanimivo, da je ameriški ekonomist Robert J. Gordon postavil tezo, da zadnjih 15 let tako rekoč ni bilo zares produktivnih inovacij.
Izumi, pravi, so bili po letu 2000 usmerjeni predvsem v zabavno elektroniko in komunikacijske naprave, vendar se to ne vpliva na produktivnost dela in pa življenjski standard, tako on zapiše. Kot primer da elektriko, seveda. Kakšen je vaš razmislek glede tega kot fizika? Ne, če se sam še malo vrnem k prejšnjemu vprašanju, seveda po drugi strani jasno, da velik del raziskav pa so take, da so vodijo v uporabo, ne, in s tem ni nič narobe. Ne, tudi takrat, ko delamo osnovne raziskave, ne, katerih glavna funkcija uporabna pravzaprav mora biti, torej poleg tega, da morda odkrijemo kaj, kar bo prineslo nek napredek, ne, ampak glavna funkcija je vendarle to, da pač smo sposobni kvalitetno poučevati na univerzitetnem nivoju, ne, torej nekako vzdrževati in povečevati količino znanja o svetu in o družbi. Tudi, ne. Zdaj, da s tem, da bi zdaj, torej, ja, vsa velika odkritja, ne, ki so pač vodijo v današnjo tehnologijo, pravzaprav izvirajo iz bolj ali manj iz prve polovice, mogoče še na nekim, torej predvsem na področju znanosti v življenju, ne, tudi izdeloma iz druge polovice prejšnjega stoletja. Ne. Medtem, ker tehnični razvoj, to se pravi uporaba teh dosežkov in s tem tudi določen precejšen del raziskav, ne, so pa vendarle prinašajo zelo hitre, bi rekel, postopno sicer razvoj tehnologij, ki vendarle prinesajo, ki je večkrat samo zabavno elektroniko. Če samo pogledamo svetovno mrežo, ne, ta nam je prinesla bistveno izboljšavo v življenju, ne samo, da se lahko pogovarjamo po celem svetu, ne vem, kadarkoli, s komorkoli, da pač je nakup česarkoli postal čist drugačen in bistveno enostavnejši, ne, od kinokart naprej. Ne. Skratka, življenje se zelo dramatično spreminja in reči, da so to samo računalniške igrice, je pač kratkovidno. Ne, no, to je seveda, ne vem, optika pač ekonomista, ki se recimo morda s temi naravoslovnimi in pa s temi stvarmi ne ukvarja. Gotovo je res, ne, da je izum elektrike, konec 19. uporaba, torej uporabnost, torej to delč razpoznavanje električnih pojavov, ki je omogočilo uporabo elektrike, pač velikanski preskok v človeški družbi. Ne, najbrž, in ta je pravzaprav vse drugo omogočil. Ne. Prav gotovo je to največja revolucija. Torej, čeprav se morda takrat niti ni videl, kaj pa je, na začetku so to uporabljali za razsvetljavo, ne, pa so pa počasi elektromotorji prišli, kar je pa že zelo velik preskok, ne, ampak se ostalo nekako sledi iz tega. Ampak tudi nekdo iz začetka 20. stoletja bi v današnji dobi zelo debelo pogledal, kako stvari potekajo. Ne. Ja, seveda to je recimo... Torej, za našega življenja je ne samo tehničen razvoj in seveda družbene spremembe, ki so nastale na osnovi tehničnega razvoja, pač skoraj nepredstavljiv. Ne. No, zdaj zato nekako sva se gibala zdaj vse skozi v polju naravoslovja in pa tehnike, pa me zanima, kaj bi vi rekli o razvoju družboslovja in pa humanistike. Ti dve področji se pogosto pojavljata v kontekstu neuporabnosti, ne, in nepovezanosti z drugimi področji. Kako vi kot prorektor ocenjujete ta mnenja? No, jaz mislim, da družboslovne pač raziskave so seveda tudi zelo pomembne in so to, da bi bile morda celo eno od tistih področij, ki so v prihodnosti celo najbolj razvijo, ne, torej za razliko od naravoslovja, ne, ki je pač v precejšnji meri že baziran na matematičnih modelih, ki so zagotovo zelo močno orodje. Ne. Jaz sem prepričan, da bo tega bistveno več v prihodnosti tudi v družboslovju, ne, in tudi tam se te pač način raziskovanja zelo hitro spreminja in
gotovo. Torej, če samo vzamemo, gotovo je dejstvo, da obnašanje človeške družbe v veliki meri temelji na človeški psihologiji, ne, torej primarno, in tudi psihologija v modernih časih nova tehnična orodja, ki so spet dramatično povečali možnosti in tudi poznavanje recimo človeških možganov, človeškega obnašanja in tako naprej. Tako da jaz sem prepričan, da družboslovje se bo tudi postalo, da bo zelo pomembna veja znanosti. Ne. No, ko je govor o znanosti na Slovenskem, je kar pogosto slišati mnenje, da smo v povprečju še kar dobri. Nam manjka pa tiste vrhunskosti, ki bi nas lahko trdo umestila v nekatera pomembna mesta, ne, znanstvena. Kakšni so razlogi za take ocene? No, pač razloge je relativno lahko videti. Ne. Če se pogleda zdaj na koncu, torej nekaj posebej bistveno boljšega merila, ne, za kvaliteto znanosti, kot so objave in njihova odmevnost, pravzaprav nimamo. Ne. Po samem številu mednarodnih znanstvenih objav, ne, smo pravzaprav v evropskem merilu in svetovnem merilu na prebivalca seveda relativno visoko. Ne. Medtem ko se pa pogleda najbolj vrhunske raziskave, najbolj vrhunske objave, ne, torej najodmevnejše objave, tam pa bistveno zaostajamo. Ne, tam smo pa bistveno slabši, kot bi pravzaprav po naši velikosti in ekonomski moči, ne, morali biti. Ne. Ja, kako pa to stanje spremeniti in kakšen je naš potencial pri mladih kadrov, ki so že po pravilu tisti ljudje, ki premikajo stališča in pa oblikovanje delovanja institucij? Torej, prva stvar je, da se moramo zavedati, da pač nismo dovolj dobri, da bi morali biti boljši. Ne. Potem je pa treba dati najboljšim mladim več možnosti doma, ne, te možnosti za mlade raziskovalce, za mlade znanstvenike so pri nas ta trenutek dokaj slabe, ne, ker pač je financiranje se bistveno zmanjšalo, ne. Mest za mlade raziskovalce je bistveno manj, kot jih je bilo, torej najboljši mladi nam odhajajo v tujino, ne, in potem ne znamo ponuditi možnosti, da se vrnejo. Ne. Torej, poskušati pritegniti naše najboljše in seveda tudi druge tuje mlade perspektivne znanstvenike. To pa pomeni, da moramo pač izboljšati pogoje raziskovalnega dela. Brez večjih vlaganj v to ne bo šlo. Mi na žalost celo na zadnjem letu opažamo, da se prvič po mnogih letih lansko leto zmanjšala znanstvena produkcija, ne, kar je zelo zaskrbljujoče. Ne. No, samo tako stanje potem lahko prihodnje še bolj zavrek, če ni nenehniga podmladka, ne? Seveda, to pač brez... torej, zavedati se moramo, da pač moramo vztrajati na odličnosti, predvsem pri tem, ko dajemo možnost mladim in da to odličnost moramo spodbujati tudi s tem, da se odpiramo, torej da vabimo tudi tuje mlade raziskovalce, odlične raziskovalce, ne, in pač to se pravi, to pomeni, da jim moramo dati določene boljše možnosti, brez tega res ne gre. Ne. Profesor, še tole, poglede, zadnje leto je univerza bolj v ospredju nekaterih nepravilnosti, kot pa dosežkov in skrbi za razvoj intelektualnega potenciala mladih, ki seveda bodo tako ali drugače krojili našo prihodnost. Se mi zdi, da je to gotovo moteče tudi za vas, profesorje in pa raziskovalce. Kaj lahko rečete o tem? Ja, gotovo, da je to moteče. Ne? Zdaj, torej, vendarle ta zadeve, ki se zdaj kot te afere pojavljajo v javnosti, so seveda predvsem odraz neurejenosti in tudi neustreznih zakonskih okvirov, v katerih delujemo ne samo kot univerza, ampak tudi velik del javnega sektorja. Vse zadnje
podobne nepravilnosti ali pa celo iste nepravilnosti se pojavljajo pravzaprav po tudi mnogih drugih javnih inštitucijah in sistemih, pa ta trenutek niso nič v nobenem, ne predstavljajo kakšnih problemov, čeprav bi jih morali, seveda. Mislim, te stvari je treba urediti. Nikakor ni prav, da so stvari slabo ali neurejene, da se pač nekako skušamo izviti pravilom sistema, ne. Po drugi strani pa treba sistem napraviti tak, da bo omogočil ustrezno delovanje pač vseh javnih in tudi nejavnih sistemov, seveda. In namreč stvar je taka, ne, na mnogih področjih je zakonodaja pač nasprotuje sama sebi, ne. Imamo primere, ko preprosto ne moramo delati popolnoma po pravilih. In torej smo vsi v težavah, od vladnih organov, inšpekcijskih organov in seveda nas, ne. Tako da jaz mislim... Se pravi, sistemska ureditev bi bila potrebna, ne? Na vsak način, ne. Torej, zdaj, jaz ne bi zdaj šel v podrobnosti, ampak se pa bojim, ne, da je del teh nastajanja teh afer tudi posledica ene protiintelektualne miselnosti, ki se pač spet začela pojavljati v javnosti, ne. In to je zelo nevarno, seveda, ne. Mislim, univerza je vendarle univerzitetni sistem tisto, kar to družbo lahko potegne naprej. In če bomo to zdaj preko teh aferaških zadev razrušili, ne, je to zelo težko spet vzpostaviti, doseči spet nek kvalitetni nivo. Pri čemer ta kvaliteta itak ni dovoljšna, ne. Ja, hvala vam. Tudi na koncu povedala.